Pozdravljeni vsi skupaj. Danes bomo nadaljevali z osnovami vokalne tehnike. Priporočam, da si najprej ogledate prvi video, kjer govorim v osnovah, kako glas sploh deluje, in danes bomo šli v malo bolj detaljno razlago. Torej, prva stvar, na katero moramo paziti, je, da pojemo tako, kot govorimo. Zakaj bi drugače peli? To je naš glas, to je naš isti inštrument. Zakaj bi z glasom nekaj drugačnega počeli? Ja, seveda, ko pojemo, se izražamo na različne načine, gremo čez registre, ampak ta občutek enostavnosti, naravnosti, to pomeni, da je naravno, naj bo tako kot pri govoru. Gre se predvsem za ta občutek. In kaj priporočam, da naredite? Dajte šteti najprej. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, v takem mirnem stanju, v srednjeglasnem govoru, odločnem, ne šepetati in ne preglasno govoriti, ampak tako, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in potem 1, 2, 3, 1, 2, 3, a, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a. Naprimer, kaj tazga naredite in probite ta občutek, tako kot je pri 1, 2, 3 in potem zapojte nekaj. Naprimer, tako kot sem jaz ta a ali pa karkoli. In da boste videli, kako pravzaprav ostanemo v istem stanju kot pri govoru, v istem občutku. To je prva stvar. Druga, sproščeno, izravnano telo in glava. Torej, če bomo glavo takole držali, pa telo takole malo, ali pa tako, težko bomo peli tako. Enostavno ne moremo dihati. Če ste gledali prvi video, lepo razložim, kako dihamo. Enostavno mišice nas ne bojo podprle. Zato predlagam, da stojite naravnost, izravnano telo, recimo glava naj bo na 90 stopinj, takole, sproščene rame, čisto mehki bodite. Jaz velikokrat rečem mojim učencem, bodite lahkotni kot mali otroci, veste, ko se igrajo. Skozi se igrajte, bodite v tem stanju igrivosti, fleksibilnosti, lahkotnosti, ko pojete. In opazite, kadar greste v nek krč, ko ste malo zategnjeni, ko v stres padete, probite to opaziti in se takoj sprostite in še enkrat nekaj zapojete v tem stanju sproščenosti, lahkotnosti. In seveda, da je telo naravnost in sproščeno. Sproščena čeljust. Dajte se tole, dajte se samo pobožati takole. In naj usta kar dol padajo. Tako sproščena naj bo čeljust. Čim bolj. Seveda, govorimo, pojemo, odpiramo usta in tako naprej. Vendar, a ste videli že kdaj kakšne rock pevce, ki nimajo tehnike in pol tele mišice malo preveč zategnejo in takole naprej potegnejo brado. No, tole ni fajn, ker zapremo grlo, preveč je teh mišic in potem razpade glas in se mučimo in tako naprej. Enostavno smo si preveč teže dali. Če ste gledali prvi video, tudi o tem nekaj povem. Torej, hoče dvigant, 10 kil, zmorejo pa 2 kile v tistem registru, v katerem pojejo. To pomeni, da je treba tišje peti in seveda sproščeno bolj. In to se seveda naučimo z vokalnimi vajami. Pravočasno menjanje vokalnih registrov. Zopet, pejte v prvi video, res priporočam, ker govorim o vokalnih registrih, kaj to sploh je. Torej, imamo ta prsni register, mix register in ta head voice. Tale mix je pa takole malo afnast, tlele nekje se čutim. V čestu pa v tem oziroma prsnem registru pa govorimo. In zato ta prsni register nam je najbolj domač. Kaj pomeni pravočasno menjanje? To pomeni, da probamo občutiti, v katerem ko pojemo, probimo to občutiti, te registre začutimo v telesu, kje nam rezonira ton in ozaveščamo, kje pravzaprav smo. Zato, da se zavemo teh prehodov in potem, veste, tudi sem omenila zadnjič v prvem videu, ko nam glas pokne, se ta prelom zgodi. No, če pravočasno menjamo registre, se nam ne zlomi glas, ker točno vemo, tlele pa malo preveč mišico uporabim, malo preveč zategnem, moram mogoče malo zraka dodati,
da ni preveč mišice. Vedno iščemo ravnovesje med zrakom in mišico. Torej, če začutimo, da smo zategnjeni, da nam je malo takole, da ratamo trdi, malo zategnjeni, potem je ponavadi preveč mišice. Ne? Če pa začnejo malo bolj šepetati, je seveda preveč zraka. In moramo dodati malo mišice, malo bolj odločneje povemo, kaj malo bolj odločneje zapojemo. Ne? Oziroma, če preveč zategnemo, tako kot sem jaz zdaj to naredila, bolj umirimo glas in se takoj mišice sprostijo in pridemo spet v ta srednje glasen govor, torej poj tako, kot govoriš, v nekem mirnem stanju. Torej ne govor, ko se deremo ali šepetamo, ampak ta srednje glasen govor, ki je v nekem mirnem stanju. Ne? In takrat bomo tudi pravočasno zamenjali te registre. To se predvsem naučimo z vokalnimi vajami, da to začutite in da točno veste, kje ste in kaj morate narediti. Pravilno razmerje med larynxom in zrakom. No, to sem vam tudi zdaj pokazala že. Torej, 2 napaki glavni sta, jaz pravim, v petju, tako na hiter, ne. Ali je preveč zraka, to je preveč šepetamo, ne, ali je pa preveč zračen ton. Vidite, sam zrake. Ali pa preveč zategne. Ni fajn, ne, noben ne zveni prav fajn. Ja, za kakšen efekt v interpretaciji vse uporabimo. Vendar, če bomo predolg, samo v tem efektu se bomo poškodovali. Enostavno nas bo začelo boleti grlo. Če to delate velikrat, non-stop, sploh tisti, ki imate kakšne bende, ki veliko pojete, se vam bojo zgodili tudi kakšni vozlički ali pa tako, ne, boste mogli zdravniku. Tako da ne, pazite, vedno ravnovesje, vedno med zrakom in mišico, torej srednje glasen govor in iz tega izhajamo, ker je to najbolj optimalna pozicija in tudi najbolj zdrava za nas. Torej, ne larynxa, če je preveč larynxa, to pomeni preveč mišice, ne preveč zategujemo, in če je preveč zraka, preveč šepetamo. Probamo to uravnovesiti. In glasilki skupaj skozi vse tele vokalne registre. No, to se tudi na vokalnih vajah naučimo. Kaj to pomeni? Poglejte, glasilki sta takole, to sta tisti 2 mrenici, ki se nahajata v larynxu, to tudi razložim v prvem videu. In sedaj moramo paziti malo na debelino glasilk. To seveda čutimo, vice z raznimi inštrumenti to, oziroma imajo že aparature, kjer to vidijo tudi na likvotih in tako naprej, koliko je naša glasilka pravzaprav po debelini skupaj. In zdaj, če imamo glasilko takole, samo po povrhnjici se stika, pojmo, je kar veliko zraka noter in mi ga hitro zmanjka. Ne? In tlele nič kaj dosti mišice ne zagrabijo. Ne? Zelo hitro zrak zgubim. V redu je za efekt to, ampak če se skozi zadržujemo v tem zvoku, bomo imeli problem potem normalno govoriti tako, kot jaz zdaj govorim, oziroma pet. Ko mi govorimo, pojemo, imamo glasilki čist skupaj, takole po debelini, ne? In se lepo takole delata, ne? Vibrirata in se stikata po celi debelini. In ko pojemo, probamo to ohraniti čim dlje, čez vse registre. In zdaj vam bom pokazala, kako to izgleda. Skupaj. Torej, zdaj sem na roki pokazala, kako približno naj bi glasilki šli, se stikali skupaj, ko gremo v višino, in čez vse te registre, ki sem jih prej omenjala, in če ste pozorni in si zavrtite ta posnetek nazaj, ko zapojem, boste tudi slišali, kako rezonira glas drugje, ampak je povezan, nič se ne zlom in uravnovešen. In to pravzaprav vadimo. In se naučimo tudi, kako tele glasilki držati čim bolj skupaj, čim više. In potem seveda tudi nazaj. Ne? Da ne pride do tega. A vidite, tole se zgodi, ko pride do tega brejka. No, zdaj sem zlomila, ne? Oziroma to, kar nočemo. Ne? Tudi je fajn za kak efekt, ampak načeloma ne bi radi preveč tega. Ne? Bi radi to povezali. Vse te stvari se seveda naučimo z vokalnimi vajami in z vocal coach vam to pomaga usvojiti.
Tako da, evo, to so ene take zelo, zelo osnovne stvari, na katere moramo paziti, ko pojemo. In če imate kakšno vprašanje, mi kar javite in se bomo pogovorili, ali pa pridite na kakšno uro, ali pa pejte do drugega vocal coacha, da vam malo bolj v detajle te stvari razloži. Hvala za danes in se vidimo naslednjič. Živjo!